Moški z Floride se ne nauči lekcije, potem ko je bil aretiran ne enkrat, ne dvakrat, ampak več kot 36-krat. Ustavi se tam, obrni se. Kaj se dogaja? Obrni se z rokami proč. Razčlenjujemo, kaj je pripeljalo do njegove 38. aretacije. Ja. To imajo telovadnici. In kje so danes nekateri drugi primeri? Mu želiš povedati svoje ime? Mu želiš povedati svoje polno ime? To je Law and Crime, predstavljeno strani Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. Morda se osumljenca spomnite iz ene od naših prejšnjih epizod. Prej je bil aretiran zaradi nespodobnega razkazovanja. Tokrat je bil aretiran zaradi domnevne serije kaznivih dejanj, ki so se zgodila v 2 okrožjih na Floridi. Je 8. september 2025. Nahajamo se v okrožju Martin na Floridi, na parkirišču nakupovalnega centra. Je malo po 9:15 zjutraj, policisti cestne patrulje in nekaj kriminalistov pa so obkolili moškega. Oglejmo si navzkrižni ogenj. Pridem. Pridi proti meni. Stop there, turn around. Obrni se z dvignjenimi rokami. Šerifov urad okrožja Martin je moškega identificiral kot 30-letnega Debsa Cardosa. Po navedbah objave na družbenih omrežjih, ki jo je objavil oddelek, tisti dan ni bil v nakupovalnem središču zaradi nakupovanja. Iskal je svojo naslednjo žrtev. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Reci adijo. Kaj? Hvala Bogu. Kaj se dogaja? Samo trenutek nam dajte, prav? Vse bomo razložili v trenutku. Kam grem? Kaj se dogaja? FC. Trudno sem našel karkoli zame. Če greš z avto. Še vedno greš v avto. Jaz bom šel v avto. Deli tega posnetka s telesno kamero so bili zakriti strani šerifovega urada okrožja Martin. Tukaj je, kar vemo. Preiskovalci pravijo, da je Debis domnevno ukradla Jeep Wrangler v okrožju Broward na Floridi. Nato je avto odpeljala v okrožje Martin in naj bi poskušala ukrasti še en avto. Po sodnih dokumentih citiram. Na podlagi prepoznavnih značilnosti sem vozilo našla, ko je zapuščalo Martin Square Plaza na naslovu 3138 Southeast Federal Highway, Stuart, Florida. Vozilo je zavilo na Southeast Federal Highway proti jugu in se ustavilo pri rdeči luči na križišču Southeast Indian Street. Okno na voznikovi strani je bilo spuščeno in opazila sem voznika, ki je nosil modro majico z dolgimi rokavi, siv klobuk in imel temno poraščenost na obrazu. Vozilo je nadaljevalo vožnjo proti jugu, nato pa zavilo v Wedgwood Commons Plaza, ki se nahaja na naslovu 3540 Southeast Federal Highway, Stuart, Florida. Vozilo je peljalo skozi parkirišče, dokler nista Major Croft in detektivka Markham taktično parkirali spredaj in zadaj ob vozilu. 20 minut, fant. On mora biti ukazovalno vozilo. Oddaljeno 21, kroži naokoli, tako, dobesedno je bil tak. Lej, eden od vaših. Ne vem, če sploh kaj idemo v njem. Rekli so nam, da bo udarilo tukaj zgoraj. Tukaj ste voziš v tisti stvari. Vse. Očitno je bil poslušen, kaj ne? Ja. Tukaj. Vse je bilo bolj ali manj konec, ko sem hitro prestavil v vzvratno. Prav, končali smo. Vidim bel tovornjak iz črne. Kam pelješ? Še naprej se je upiral. V redu je. Ja, tako da sem dal rikvarc, videl me je in sem si rekel, Hej! no, to je dobro, zdaj to počnemo. Malo prepozno. Meni ni pomembno. On je tako strašljiv. Da je bil čas, torej, kaj misliš? Ti. Moš upati, da bo on spravil noter. Ja. Kdo je v belem lončku? Ne vem. Vidim bel tovornjak, ki prihaja sem. Si to ti, Pavlo? V redu. Je to tvoj avto? Negativno. Kdo si to želi? Vem, da si ga jaz želim. Tako da, če želite razpršiti AD, bomo šli ven in izvedli sedeči protest. Nimamo nobenega problema, da to prevzamemo. Če želi on to prevzeti iz kakršnega koli razloga, je to v redu, ampak mi nimamo nobenega problema, da to prevzamemo. Odlično.
ta izgubi tvoje vprašanje, ne morejo mi dati parkirišča. Takoj se vrnemo. V redu, kot sem rekel, nisem detektiv, oni so tisti, ki ti bojo postavljali vsa vprašanja. Prav, kot sem že rekel, sem samo kot taksi služba, kot taksi. Rečejo mi, naj te prepeljem od tam do sem. Tukaj je šerifova pisarna, tam zunaj je detektivova pisarna. Prav? Torej, premisli o vseh vprašanjih, ki jih imaš, in ta bodo namenjena njim. Po spletnih zapisih aretacije niso nič novega za Debisa Cardosa. Ta dogodek naj bi bil njegova 38. aretacija. Prej se je že soočal z obtožbami zaradi pobega s kraja nesreče, vožnje pod vplivom alkohola, vožnje z odvzetim vozniškim dovoljenjem, motenja javnega reda v pijanem stanju, nespodobnega razkazovanja, manjših tatvin in brezciljnega zadrževanja. To je le nekaj obtožb, s katerimi se je po poročanju soočal skozi leta. Kmalu si bomo ogledali posnetek s telesne kamere iz ene od teh prejšnjih aretacij. Ko pa so Debsa po aretaciji 8. septembra pripeljali v zasliševalnico šerifovega urada okrožja Martin, se je pritoževal zaradi bolečin in nelagodja. Čutim veliko bolečine. Lahko pogledate moje noge. Catch. Poglejte, nogavice dol. Vidite, kako so trpele. Od česa? Poglej to. Ne, na nogi imaš le prasko. To je pa to. Tam je samo praska. Ko nogavice razkrivajo, avto zaradi mojega dotika. V redu, v zaporu so medicinske sestre. Ja, tega ne bom popravil, mora biti bolnišnica. Kaj bo bolnišnica naredila drugače kot medicinska sestra v zaporu? Bili bodo iskreni s tabo, očistili bodo rano, uničili bodo okužbo. Ja. To imajo tudi v zaporu. Tega nimajo v zaporu. Imajo. Ne, nimajo. Si že bil v tem zaporu? Ne. V redu, ako pol veš? Tega v zaporu nimajo. V zaporu nimajo čistilnih stvari. Ja? Mislim, da ne. Mislim, da imajo. Zato so tam. Ne, gospod. V redu, zato so tam. To je medicinska sestra, očistila bo vsako rano, ki jo imate. Ne bom te peljal v bolnišnico samo zaradi tega. Če te bodo morali peljati v bolnišnico, te bodo. Nočeš, da se te stvari peljejo v bolnišnico. Sam šli bomo k medicinski sestri v zaporu in če ugotovijo, da moraš v bolnišnico, te bojo pol peljali tja. Prav? Prav? Ma nekaj narobe z nogo ali nekaj tazga. To je zapor. Yep. Kaj se je zgodilo s tvojo nogo? Ker pravim. Od česa je to? To pravim, moram v bolnišnico. Videti je samo kot piki komarjev. Ne, poglej. To je pik komarja. Če daš nogavice dol, lahko vidiš, da sem ti nudil zdravniško pomoč. V redu, tam ti bodo nudili zdravniško pomoč. V redu, kaj pa spredaj? Ne. Debis Cardoso je bil aretiran zaradi kaznivega dejanja velike kraje motornega vozila in prekrška vožnje z odvzetim vozniškim dovoljenjem. Odpeljan je bil v zapor okrožja Martin. Šerifov urad je na Facebooku izpostavil Debisovo 38. aretacijo. Napisali so, citiram: "V okrožju Martin imajo odločitve, kot je ta, zelo predvidljiv izid. Če zavijete na napačnem izvozu, ste zagotovo na napačni poti. In veste, kako dolgo to traja. Upajmo, da bo zaprt dovolj dolgo, da preprečimo 39. aretacijo #napačen izvoz." Spletni sodni zapisi kažejo, da je 6. oktobra 2025 Debise izrekel se je za nedolžnega glede obtožb. Zdaj si poglejmo eno od njegovih prejšnjih aretacij. Za ta primer se vrnemo na 22. julij 2024 v Miami Beach na Floridi, v bližino hotela Catalina Hotel and Beach Club. Takoj po polnoči je hotelski uslužbenec ustavil policiste Miami Beacha. Povedala je, da ji je moški izrekel vznemirjajoče spolne komentarje, nato pa naj bi ji pokazal svoje genitalije. Redo, tako poskušate. Tako, je to Gornju. Rekel je, imam točno tukaj in zdaj. Kaj delaš, se te je dotaknil? Se je dotaknil mojih ustnic? Oj, tako. Si v redu, potrebuješ reševalce. Želiš iti z nami? Počakaj, imaš osebni dokument pri sebi. Ne, si tukaj sam. Ne. Počakam. Ne bomo šli tja, ampak pridi sem. Si poklical 911, kaj podobnega, ne? Kako izgleda?
Majhen Hispanec, okoli 170 cm, kratke hlače, črne kratke hlače, nekje hodi naokoli. Torej, Hispanec, visok je okoli 170 cm, rekel je, da ima enobarvne kratke hlače. Črne, vse ima črno, tudi Fedoro. Bel moški, črn moški, bel. Španski. A lahko počakate tukaj 2 sekundi, da vidimo, če jih lahko najdemo? V redu. Kaj točno naredil? Korak za korak. V redu, torej, šli ste v naš hotel Kateri je vaš hotel? in potem je rekel, da lahko to nadzoruješ. In jaz rečem, hej, počakaj malo. In ko sem na hotel potrkati po rami, da je udaril. Te je udaril z zaprto pestjo. Se spomniš, ali je bil udarc z desno ali levo roko? Naredil je to z obema. Torej, tisti dan je bil takšen... Ja? Mislil je, da sem ga jaz porinila. Kaj mi je pri tem všeč? Kaj je on počel, kaj si ti poskušal narediti? Ustaviti ga, ker je rekel nekaj takega... Sistem na našem računalniku ni imel kartic. Torej, bil si za pultom, v redu, torej si tam delal in v bistvu si ga spravilo ven, ker ni bil v sistemu. In je poskušal dobiti sobo? Ne, poskušal je masturbirati v hotelu. V redu. Hotelski uslužbenec pravi, da ta moški sploh ni bil gost, samo z ulice je zašel v hotel. In tako je zamenjal X in X. Torej, kaj ima veda? Odloži steklenico. In potisnila bom pustice v lice. Kaj se je še zgodilo s tem? Samo pobeglo je. Ne, poskušal me je še večkrat udariti in jaz sem lahko, ej, počakaj, kaj, je v redu? In potem je začel poskušati se braniti in takrat pobegneš. In tako sem začela malo kukati. Tako sem ga začela puliti. Tega nisem očistila. Ja, to je nekaj z lesmi. Ja. Potem pa reče, če to želiš, ti lahko dam takoj. In spusti roke. Zelo majhne. Realno? Je emballek. Torej te je udaril, v redu, prav. In praviš, da je bil moški hispanskega porekla? 170 cm. 170 cm. Ali pa ne, črna. Ja, odblokiramo. Joj, si slišala to? Kot tistega malega fanta. To je glas, nekako ljubezenska moda. Ja, videti je kot najstnik, kot... Je zelo Zelo čino. Absolutno, želim si to ogledati. V nekaj minutah so policisti našli moškega, ki je ustrezal opisu osumljenca. Bil je v restavraciji s hitro prehrano, malo nižje po ulici. Varno se bom. Ne obračaj se. Ne obrači se, izklopi. Naredil bom nekaj. Ne, napij se. Sem napet. Sem napet. Kaj je narobe? Imaš? Vojno? Ja. V redu, morali bomo oditi od tu. Ta bo dober. Zakaj se pogovarjamo s tabo? Ne vem, pogovarjamo se s tabo. Tip je govoril z mano in jaz sem bil kot, kaj za vraga, nisem imel... Nisem naredil. Imaš orožje ali kaj podobnega, ne? Sama, do reke ti njama. Hej, človek, kaj za vraga počneš? Sedi sem. Kaj? Sedi sem. Mira. Čeprav je zavrnil, da bi povedal svoje ime, so policisti potrdili, da je bil Debbie Cardoso. Obrni se proti avtu. Zakaj ne stopiš sem? Zakaj ne stojiš? A nimaš orožja pri sebi? Jaz tukaj. Katero? A kateri si bil? Bil sem tam, bil si tam. Prav. Si bil tam že prej? Kaj? Si bil tam že prej. Vidiš, kako je Timi tukaj v zaporu? Ja, drvel. Poglej to. Skočil je ven tam. Kaj je bilo to? Tam, v njegovem zadnjem žepu. Obrnjeno telo. O, fantje, vidite, o čem govorite? Ne, sredste.
Kaj za vraga, mi pravkar dal to sranje v žep. Imamo kamere, ki snemajo, kaj ne? Ja, točno tako. Ti si ga dan noter. Sam bličeš svoje avta. O, to je mojega avta. To je noro, ne? Preiskal bom svoje žepe. Opa! 16. november. Jaz ga bom držal, prinesi mi vrečko, da lahko to dam vanjo. Počakaj. Ne spuščaj se dol! Veš, jaz vem. Omiri se kar tam, stopi nazaj. Hej, kako ti je ime? Že greš v zapor, človek. Ne boš mi povedal svojega imena. Nisem naredil ničesar. V redu. Debijeva Cardoso je bila odpeljana v zapor okrožja Miami. Kraj, kot zdaj vemo, Ni ostal prav dolgo. Sedi tukaj. Prijatelj, nikoli te niso aretirali tukaj v okrožju Miami-Dade. Nimaš nobenega naloga. Od kod si, prijatelj? Iz katere zvezne države? Iz katere zvezne države si? New York. New York, v redu. Morajo preveriti nalog. New York. Rivera! Ni zadetka. Ja, dobila sem nalog za prijetje. Čakaj. Dali ga bom v celico, dokler ne boste pripravljeni. Kaj boste naredili z menoj? Ne vem, kaj bodo naredili s tabo. Pridi sem. Mu želiš povedati svoje ime? Mu želiš povedati svoje polno ime?
Reno? X-ray 2089, policisti. Spletni zapisi na dan tega posnetka kažejo, da ima Debbie Cardoso odprt samo en primer v okrožju Miami-Dade, ki naj bi izviral iz aretacije 6. februarja 2025, 7 mesecev pred domnevno krajo avtomobila. V tem primeru je bila Debbie aretirana zaradi prekrška fizičnega napada, upiranja brez nasilja in navajanja lažnega imena po aretaciji. Za ta primer ima določen datum sodne obravnave 20. maja 2026. Spletni sodni zapisi iz okrožja Martin na Floridi kažejo, da je primer velike kraje Debbie Cardoso še vedno odprt. Njeno naslednja sodna obravnava v tem primeru je načrtovano za 4. junij 2026. Hvala, ker ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet, jutri z novim primerom.